Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kaja Beton, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Radovljica. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Kakšni dogodki se bodo odvijali v letu 2026? Zagotovo pa se jih je nekaj že odvilo na vašem Zavodu za turizem in kulturo. Ja, zdaj, če se najprej usmerim na bolj turistične dogodke, smo ravnokar pozdravili pomlad z barčicami v Kamni Gorici in Kropi, kar se organizira strani lokalnih kulturnih in turističnih društev. Seveda je to nek tak, bom rekla, pozdrav pomladi in pomlad pri nas nadaljujemo najbolj intenzivno s festivalom čokolade. Potem pa v letošnjem letu nadaljujemo tudi vse ostale dogodke, ki so že kar stalnica. To so festival piva, festival swinga, potem poleti, seveda julija, s temi četrtki na Linhartovem trgu, kjer združujemo glasbo in kulinariko. In pa seveda jeseni prihaja kulinarična jesen, pa potem leto zaključimo kot vsako leto, tudi letos z decembrskim dogajanjem. Kar se pa tiče področja kulture, je pa, bom rekla, dogodkov polno vse leto, se pravi od januarja naprej se že vrstijo super dogodki v Linhartovi dvorani, tako gledališče kot koncerti. Včeraj je bil en čudovit koncert v dvorani. Tudi naslednji teden v ponedeljek imamo eno predstavo Brata, se pravi Brata Šalehar bosta na odru Linhartove dvorane. Mislim, da nekaj vstopnic je še na voljo, tako da lepo vabljeni. In pa seveda potem vse sorte enega dogajanja v naši Linhartovi dvorani, pa tudi kulturo selimo drugam. Tudi letos poleti načrtujemo kulturne dogodke v atrijih hiš. Lani smo to pričeli z koncerti klasične glasbe in kulinariko. No, letos ena novost, ki smo jo pa ravnokar, bom rekla, potrdili in pa vstopnice bodo tudi zelo kmalu na voljo ali pa so celo že, je pa velikonočni koncert v cerkvi Svetega Petra, in sicer 11. aprila. To bo ena taka velikonočna glasba, baročna glasba, ki se mi zdi, da bo tudi en tak zanimiv in zelo kakovosten dogodek, nekaj novega pri nas. V občini Radovljica ste zanimivi tudi po turistični plati, ne v sami Radovljici, temveč tudi v okolici, in zato imate vedno več nočitev. Ja, res je. Radovljica je že kar zelo prepoznavna turistična destinacija, tako da veliko nočitev se ustvari v okolici mesta, ne samo v mestu, predvsem Lesce prednjačijo seveda zaradi dveh velikih in zelo dobrih kakovostnih kampov. Poleg tega smo pa veseli tudi, da se viša število nočitev v mesecih pred glavno sezono in pa v jesenskih mesecih, predvsem april, maj so meseci, ki se mi zdi, da je obisk Radovljice lahko zelo zanimiv. Predvsem zaradi tega, ker je narava se prebuja, življenje je, tako bom rekla, umirjeno in se res da lepo raziskovati. Vreme je že primerno za aktivnosti na prostem, kulinarika je čudovita, temu dodamo še nekaj dogodkov in se mi zdi, da je to res en prijeten izlet lahko v Radovljico, kar so zaznali tudi tuji obiskovalci, ki nas zelo radi obiščejo. No, glede na to, da je v bližini avtokamp Šobac in pa tudi tukaj so bližnji avtokampi, kako vi gledate na avtokemperje? Ja, mi smo zagotovo, vkolikor so to avtokemperji oziroma gostje, ki bivajo v kampih, kjer mislim, da imajo vso primerno infrastrukturo, smo jih seveda zelo veseli. Predvsem zaradi tega, ker so to gosti, ki ostajajo dalj časa, ki se vzamejo čas in predvsem iščejo nek mir v naravi, ki ga lahko dobijo ne samo na teh, bom rekla, najbolj obremenjenih turističnih točkah, ampak so pripravljeni raziskovati tudi druge kraje in okolico. Recimo, da se napotijo s kolesom morda v Begunje ali pa v Kropo in obiščajo eno tako okolico Bleda in Radovljice. Tako da se mi zdi, da te gostje so vedno dobrodošli in so tradicionalno naši zelo pomembni obiskovalci in gosti. Seveda si pa želimo, da prihajajo v urejene kampe. Jaz se zavedam tega, da poleti so ti kampi lahko hitro polni, kljub temu, da so zelo veliki, zato si je
fino rezervirati parcelo vnaprej in se pač primerno organizirati. Sicer pa mislim, da tudi okolica Radovljice, ne samo naša destinacija, ne, da tudi okoliške destinacije imajo super primerna in počivališča in kampe, tako da nismo prav nič hudi, če tukaj ni prostora in se odpravijo naprej proti Kranju ali pa v druge destinacije.